Aplauzov nimamo posnetik, tako da to mogli res ploskati, ne? Ok, dajmo probati še enkrat, kak je to. Bravo. Kaj ta, Mateja, kaj on dela? Kaj? Smo not? Torej, dame in gospodje, dobrodošli na soočenje županskih kandidatov in kandidatkinje za mesto Celje 2018. Dajmo en velik aplavz na samem začetku našega žura. Ne pozabi, da smo v živo na televiziji Arena, torej ko imam jaz soočenje na špici, smo še po televiziji, tako da dajmo še en aplavz za to. Za tisti, ki ste doma, da boste lahko doma gledali. Razmišljam pa na samem začetku, ne, glede na to, da je tako vsako leto isto in da je že 20 let isto, ne, da jaz pač gospodu Šrotu čestitam za zmago in da vse skup nehamo, ne. Gospod Šrot, čestitke za zmago in čau. Jaz na prejšnjih čestitk ne sprejemam. Tudi rojsten dan praznujem vedno na rojsten dan. Dušan, boš ti naprej vodo? Čeprav, po drugi strani, ne, je pa letos cel kup enih vrhunskih protikandidatov. Dajmo en aplavz. Tako da mogoče je pa letos čas, da se gospod Bojan Šrot poslovi županskega mesta, ne? Ja, hej, nikoli se ne ve, ne? In dajmo zdaj mi, sam tole gospodična, jaz sem si napisal, kjeri so, ker jih je preveč, veste, se opravičujem, ko sem vas zmotil. Ja, torej, dajmo jih predstaviti in dajmo videti, kakšen aplavz bo dobil vsak izmed njih. In mogoče že to prvi nek indic, kdo bo zmagal letos, ne? Dajmo probati. Torej, začnimo z žensko. Dame in gospodje, z nami danes je Mateja Žviže iz Levice. Z nami je gospod Marko Zidanšek, SLS. Dobro. Z nami je gospod Matjaž Železnik, SDS. Z nami je gospod Sandi Sendelbach, Odprto Celje. Dušan, pri gospodu Sandiju je on oddal te papirje, mislim, je lahko tu, da ne bo kaj narobe. Je lahko tu, ok, dobro. Z nami je tudi gospodič Matevž Vuga, SMC. Z nami je seveda tudi gospod Branko Vrdev, SD. In ne boste verjeli, z nami je tudi gospod Bojan Šrot, Celjska županova lista Slovenije. Zdaj pa, predno mi uradno začnemo s tem soočenjem, bi pa jaz dal mogoče besedo ali dve gospodu Dušanu Kondi, očetu tele naše krasne špice, kjer se mi danes nahajamo, da mogoče pove stavek ali dva. Dušan, izvoli. A lahko 3. Ko mi je Istok, moj prijatelj 4 leta nazaj rekel, daj naredimo soočenje kandidatov za župana takrat, ne? 2014, pa sem rekel, kaj se hecaš, kaj se špica je, veslanje, kak res, koncert, ni politika, ne? Ampak je bilo, ne, je ratal, edini za to mizo je gospod Bojan Šrot, je bil tudi takrat. Pa mi je pa en mesec dober nazaj poklical, kaj bi to letos ponovili. Pa sem mislil, ja pa bomo, ne, kaj pa čemo, ne, mislim, lej, vse bomo čez 4 leta spet. Tako da, počutite se kot doma na naši špici, uživite in to je to. Hvala lepa. Dajmo mi gledati, da imajo ženske prednost vedno, ne? Pa da so meni ženske še posebej pri srcu, ne? Mateja Žviže, ne? Ti si prva kandidatka, ki je vmes zdaj vzel pod lupo mal, ne? O ta mikrofonček boš govorila, ne? Tako da, Mateja, daj ti meni povej, po vseh teh letih, ne? Tvojega udejstvovanja tam od radija, pa ne vem, kje vse si bila, kaj hudiča te je zdaj prijelo,
da si pa rekla, jaz pa grem zdaj v politiko, ne? In bom postala čez par dni županja mesta Celja. Dej mi povem, kaj za vraga ti je bilo, ne? Lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, jaz mislim, da je politično življenje, politično udejstvovanje, se mi zdi kar ena taka nuja vsakega posameznika, čeprav velika večina ljudi pravi, da bi radi bili apolitični, da jih politika ne zanima, še manj volitve. Dejstvo je, da politika vpliva na čisto vsak dan našega življenja. Se pravi, čisto vsako minuto meni politika kroji življenje. Tako ali drugače. Ja, seveda sem se podala v to. Dobar, dajmo aplauz za Matejo Žviže. Dobar, ne? Gospod Sandi Sendelbach, tole gledam, on je bil namreč hokejist pred leti in pred 4 leti, ko smo bili tu, smo imeli enega gospoda Aleša Medličera, ki nam je z bombo grozil, ne? In je rekel, lej, vržem bombo, če ne zmagam, ne? In očitno se je gospod Sandi ustrašil in je prinesel s sabo čelado, ali kaj za vraga je zdaj ta ščit tu, malo povejte, kaj ste to, se mene bojite, ali kaj? Še enkrat, dober večer vsem. Ne, to ni obramba pred čelado, čelada ti veliko ne pomaga, ko te bomba raznese. En izmed kandidatov je pred 4 leti imel bokserske rukavice. Ne? Ja, tale jih je imel. Ne vem, jaz sem to na posnetku hiter videl, pa sem rekel za vsak slučaj, če se nocoj to ponovi, suspenzer imam pa tudi na pomembnem mestu, tako da so vsi vitalni deli lahko zaščiteni. Dajmo en aplauz za njegove vitalne dele! Kljub letom še vedno delajo odlično. Dajmo en poseben aplauz za gospoda Sandija, bravo. In če gremo z te čelade zdaj na vašo politično kariero, ne? Na tisto, kar je v čeladi. Tako, ja. Iz hokeja do politike. Ja, recimo. Pred 20 leti sem se zaposlil na mestni občini Celje, pa so me prijatelji malo zbadali, zdaj si se po politiko vrgel, ne? Pa sem jaz to seveda kategorično zanikal, nikoli nisem bil član nobene politične stranke, pa sem bez to malo razmišljal, pa sem rekel, vse v principu imajo prav, jaz delam za politiko, kar je pa še hujše. In to politiko sem imel 11 let, 12, priložnost gledati zelo od blizu, vse mestnega sveta, funkcioniranje političnih strank, njihovih predstavnikov in moja odločitev, da sem se odločil za to, je vsekakor o tem, da se da to mnogo boljše narediti, kot se dela do sedaj. Hvala. Hvala lepa. Gospod Matjaž Železnik, vas poznamo kot glasbenika, namreč on je me enkrat na obisku v njegovi trgovini in mi je od Elvisa zaigral ene 3-4 komade, kar z glave se kar usedel in je igral, ne. Tako da mi danes nimamo glasbenega gosta, pa bi mogoče gospod Matjaž vmes med pauzo kaj zaigral, če nam bo dolg čas, se bomo zmenili, ne. Ja, in za vas isto vprašanje, gospod Matjaž, muzika, bili ste v politiki pred leti, pa ste šli pa nazaj v glasbo, zdaj ste pa spet nazaj v politiki, kaj to zdaj pomeni? Imam eno vprašanje. Za mene? Ja. Bog ne daj. A mora biti 100% resen odgovor ali je lahko tudi malo šaljiv? More biti šaljiv, če nimate kaj tu delati. No, dajmo probati, ne? No, v redu. Tako da ni 100% resničen, ampak v redu bo. Glejte, jaz sem po letu 1994, ko mi je potekel mandat tukaj v Celju, upravljal veliko različnih del in bil sem v veliko različnih službah, večinoma pa v zvezi z glasbo, ker glasba mi je resnično eno tako prijetno in dobro ukvarjanje, ena taka sprostitev in to bo verjetno ostalo. Bom rekel, hvala Bogu, da sta tudi vsaj moja 2 otroka od 4, da sta tudi na glasbeni poti. Zdaj pa seveda, zakaj sem pa se odločil za ta korak? Mene so moji kolegi v stranki SDS malo nahecali, ne? Problem sem imel, ker nisem mogel hoditi na sestanke, jaz imam vedno popoldne službo, tako sem tudi danes, pa sem moral malo prej uiti. So pa rekli, če pa zdaj je tule izpraznjeno mesto za župana, pa kandidiri. Dobro. Gospod Bojan Šrot, vi ste pa 20 let že župan, če sem jaz to prav zračunal, ne?
Vi ste v bistvu župan še z časov, ko se je Alma Karlin z biciklom po celo furala, ne? Tako da dolg nazaj je to, ne? In jaz sem vas pred 4 leti vprašal, eno vprašanje vas bom zdaj isto vprašal, ne? Ali ste tako dober župan, da vedno znova zmagujete, ali so vsi ostali proti kandidati vsake 4 leta res tako slabi? Dober večer vsem zbranim. Res sem lep pozdrav tudi tistim, ki nas spremljajo prek televizije. Jaz se bom uvodoma najprej upravičil, ker danes v Celju dogaja en velik dobrodelni koncert. V Celju so Rotary in Lions Club izjemno aktivni in sem že predno je bilo napovedano tole soočenje. Obljubil, da pridem na ta dobrodelni koncert, tako da bom ob 7 moral žal iti, da ne bo izgledalo, kot da protestno odhajam. Tisto eno pojasnilo na začetku, ko je Dušan rekel, dajmo pred enim mesecem letos zopet narediti to soočenje, to nisem bil jaz, ne, to je bil verjetno isto Gartner. Kar se pa tiče kandidatov, jaz sem za vsake volitve povedal, da izjemno spoštujem vse kandidatke in kandidate, ki se odločijo, da kandidirajo. V to je treba vložiti veliko časa, energije, se v marsičem podučiti in vse kandidatke in kandidate spoštujem. Ne nazadnje pa ne odločamo mi, kandidati in kandidatke, za tisto eno mesto, ki se mu reče župansko, ampak o tem odločajo volivci in volivke. Hvala lepa. Gospod Branko Verdel, zakaj ste pa vi danes tu z nami? Hvala lepa, prav lep pozdrav vsem poslušalcem tukaj, bi rekel, v studiu, v tej prelepi špici, gledalcem na televiziji. Mi je pa bilo zelo lepo, ko sem bil povabljen na ta lep kraj Špica, to mi je Špica. Voda, lep objekt in vse ta ambient ob Savinji, ki ga bom nekako takrat, ko bom župan, še dopolnili, tako da bo to polno, ker si to mesto, ta naša Savinja s pogledom na grad, na rimske izkopanine, s potoma na prelepo knjižnico, sigurno zasluži. In jaz mislim, da mi je tudi to iztočnica, tudi z lastno inicijativo, pa ne bi se nekako hvalil s tem, poudarjam, da je turizem ena izmed teh stvari v našem Celju, v tem našem trikotniku. Namreč mi moramo graditi na turizmu, podjetništvu in tudi na kmetijstvo ne smemo pozabiti. In jaz mislim, da je dejansko, ko ste me povabili sem, najlepša hvala in sem bil izredno zadovoljen, da pridem ta prelepi kraj, ker tudi ženo večkrat sem pridema in si to nekako dušo sprostiš, ko gledaš to našo lepo Savinjo. In mogoče me je to tudi spodbudilo, da kandidiram, da damo to dušo, to naše prelepo zgodovinsko Celje. Hvala lepa. Hvala lepa. In pridemo do gospoda Marka Ziranška. Moram reči magister, ali lahko rečem Marko Ziranšek? Ok. Torej, gospod Marko Ziranšek, to so vaši te podporniki. Kjere so te ta lepe tu spredi? Čigave so te? A tam so vaši? Kjere so? Čigave so? Tvoje so te? Ne, kjere? Čigave so te? Tvoje? Jezi. Lej, Dušan je mene opozoril, predno sem prišel sem, da ne smem govoriti preveč, ne, o kakih takih seksualnih stvarih, spolnih stvarih in poprijem se, imamo v prvi vrsti same lepe punce in zdaj se ne nazaj držim, ne. In zdaj se ne z Dušan nazaj držim, pa si ti normalen, poglej. Dobro, on je pač razdram lepih punc, on me prosi, če je 3 leta, da je prišel v mojo oddajo za gosta, pa mu ne dovolim, ker vem, da je preveč noir, ne. Ok, ja. Tako, torej, gospod Marko, vi ste bili podžupan dolga leta, ne. Zakaj ste se zdaj odločil, da bi pa, vi ste že kandidiral enkrat prej, a se jaz motim? Ne, nisem še kandidiral za župana. Pa se motim. Torej, zakaj ste pa zdaj se odločili po tolikih letih, zdaj imam pa dosti biti podžupan, pa vse ostalo, zdaj bom pa kar naenkrat župan? Ja, po 20 letih tudi dozori kakšna odločitev v človeku, predvsem pa moram reči, da me je tudi močna in dobra ekipa Slovenske ljudske stranke nagovorila k temu, da gremo z vizijo in da hočemo nekaj še postoriti za Celje. Mi smo izredno zadovoljni in veseli, da imamo kaj pokazati v teh 20 letih. Idej ni zmanjkalo, volja je in želimo
pomembno sooblikovati razvoj mesta Celja tudi v bodoče. Hvala lepa. In še, in še zadnji za to mizo, gospodič Matevž Vuga, najmlajši, mislim, da je danes tu. Matevž, ti si pa rocker bil nekoč, ne? V skupini Carpe Diem te spoznal, tam si igral, podro skakal, punce so bile nore na tebe. Ne? Zdaj je biti župan, to vredno gospod Šrot, bolj ve, boljš kot rocker. Mislim, imaš več punc pri sebi, zakaj si kandidiral, daj povej. Hvala Iztok za vprašanje. Ne, dejansko moram reči, da sem res najmlajši kandidat. Predvsem sem se odločil za to potezo iz tega razloga, ker mladih volivcev trenutno primanjkuje oziroma je statistika takšna, da je vedno manj volivcev tistih, ki so, bom rekel, plus minus mojih let. In mislim, da je treba to generacijo prebuditi, zaradi tega, ker tako kot si že sam omenil, po 20 letih je mogoče pa le čas za spremembe in spomnimo se, da je bil gospod Šrot tudi, bom rekel, v 30 letih, ko je prevzel mestno občino Celje, pa zakaj ne bi ponovno nekdo, ki je v teh letih. Hvala lepa. Gospod Sandi, dajmo pri vas spet tule začeti, da se jaz tako pol pomikam lepo, da enega ne zameriš, Mateja, da dam prednost. Ne zameriš? Ok, hvala. Boš še bolj zamerila malo kasneje. Ja, torej, gospod Sandi, dajte mi meni povedati, recimo, vi ste bil financminister gospoda Šrota, če se jaz prav spomnim, ne? Zdaj, ali tudi dan skrbite za njegov denar tudi, da bo lahko časti, ali ne more vas vprašati, ali kak je s tem? Mislim, ste bili to ali niste bili, ali se motim? Ja, seveda, jaz sem bil 11 let, sem bil vodja oddelka za finance in gospodarstvo na mestni občini Celje. Iz tega ven tudi spini, da sem jaz Šrotov človek in da sem samo nek nadomestek v teh volitvah. To so seveda spini, ki vemo, z katerega konca prihajajo. Nas v gibanju Odprto Celje seveda ne morejo zmediti. Mi smo trdno na poti z našim programom. Kar se pa tiče trenutnih financ, moram pa reči, da sem bil zelo razočaran, ko sem gledal posnetek izpred 4 let. Joj, ta vražji posnetek. Ja, vse to je edini, ki ga imate v soočenjih za županske kandidate. In je, mislim, da gospod Metličar predlagal, da dajo kandidati neki na mizo. Ne? Denar je takrat predlagal, da vsak 50 mislim, ne bombo, ja, denar je predlagal, ja. Ampak mislim, da se je kar pa naslednjemu kandidatu zgodba končala. Tako da si ne upam danes napovedati, kako se bo ta finančna akcija ali bo stekla ali ne bo. Ampak gospod Sandi, zanima me vsem to, rekel nekdo, ki je delal z županom, ne? Pa zdaj kandidira, v bistvu ga ful dobro pozna, ne? Pozna njegove šibke točke, rečemo, ne? Sprav ga lahko pikne tam, ko ga najbolj boli, ali ne, ali se to ne upamo. Ki smo tu glede tega? Dobro, to je lahko zdaj akupresura ali pa kaj podobnega, ampak... Rekel je akupresura, dajmo vsi, akupresura, akupresura. Dobra beseda, ok, akupresura. Ne, ni to naš namen je Celje spodbuditi v njegovi rasti, ga postaviti na to mesto v Sloveniji, kamor spada. Tako da poznamo kakšne šibke točke, ampak te šibke točke je dobro poznati zato, da se izboljšajo. Dobro, hvala lepa, dajmo aplauz za gospoda Sandija. Žvižejeva Mateja, ne? Ti si v teh svojih nagovorih Celjanom kar ostra, imam občutek, ne? Jaz sem te poznal kot prijetno, simpatično, seksi punco, ne? Zdaj si pa kar neka taka mačka divja postala, ne? Da to leta naredijo, ali zakaj si tak jezna, Mateja? Kaj te toliko moti v Celju, da bi kar zdaj vse spremenila rada? Daj malo povej to, ne? Se ti zdi napadalna? Na teh postih svoj kar... Meni se zdi, da sem jaz predvsem realna. No povej. Jaz si želim, da bi v našo najožjo sredino, se pravi v lokalno politiko, prišel drugačen uvid upravljanja z mestom. Torej, da bi dejansko meščani in meščanke imeli več besede pri tem, kam gre njihov javni denar, kajti vemo, da blagajna mestne občine je naš denar, ne, to je javni denar. In zakaj ne bi v najožjem okolju sami vsaj o deležu tega odločali, kaj si želimo in česa si ne želimo.
Sem da boš bolj pogumna, zdaj, ko ti damo tu šanso pred televizijo, da boš bolj jezna, da boš bolj napadalna. Zdaj, ko imaš šanso biti jezna, pa lepo govoriš, ne? Povej nekaj, kaj te moti, Mateja, kaj te moti, zakaj si kandidirala, zakaj bi rada res ono rekla, zdaj, ko bom pa jaz, bo pa to, pa to, pa to. To povej. Ja, ko bom jaz, bo participatorni proračun, torej bodo ljudje lahko rekli, želimo si, da se naredi to in se bo to tudi naredilo. No, da ste videli, ja, bravo, ok, dajmo en aplavz za Matejo Žvižej, bravo. Gospod Matjaž Železnik, ne, vi ste pa nema, ste najstarejši tu med nami, ali je gospod, nisem prepričan, ne? Preverimo. Kje letnik ste vi? 57. Vi? 55, a pa ste drugi najstarejši? Ja, pa je očitno. vredno. Gospod Železnik, kaj boste pa vi recimo naredil z našim Celjem, rečemo, če bi postal župan, pa kaj vas najbolj moti, kaj je zdaj narobe po vaše, tisto ono, da bi rekli, to mi pa res ni všeč, jaz bi pa to naredil drugače. Tukaj pa šrot malo serije, ne? Po domače rečeno. Ne? Ja, to so kar hude besede. Ne? Me pa gotovo kaj moti in bi bilo treba urediti, predvsem je področje ekologije tisto, ki bi bilo za urediti. Vem, da obstajajo neki načrti, kjer bi naj bila obvoznica sever-jug, menda celo pod temle hribom. Ne vem pa, kaj bo pol špico, če bo tule cesta tekla, ali pa še kakšen dodaten most, ali pa še kak drug most, ali pa tunel. To pa morda kdo drug od vas ve. Tako da to obvoznico gotovo bi bilo treba narediti. Še kaj? Ja, še kaj, ampak o domu za ostarele ne bom govoril, ker bo te kdo rekel, da si hočem jaz kako mesto zrihtati. Ja, zdaj ne vem, v teh letih ste že počas, ne? Ja, počas. Neko lepo sovico s pogledom na Savinjo, recimo, ne? Ja, no, recimo, če ne bo demence, ne? Jaz upam, da ne bo, ne? Nekaj imate še kar zelo navihane možgane, jaz vas poznam, bolj, ko si vi mislite, ja? Ja, okej, torej, hvala lepa, gospod Železnik. Gospod Šrot, to mi povejte vi, vas kaj zaboli kdaj, recimo, ko kdo kaj tak grdga čez vas reče, a si mislite, kar ne nakladajo, itak bom zmagal? Pa moram reči, da se redko kdaj zgodi, da kdo kaj grdega reče. Sej, če to govori, ne nazadnje si sam postavil ogledalo pred sebe. Moram pa povedati, da se bo vendarle letos v Celju obetajo velike politične spremembe. Jaz res, da kandidiram že za 6. mandat, ampak tokrat s prvič svojo listo, v kateri so praktično večinoma ljudje, ki do sedaj v politiki niso bili aktivni, razen 2 kandidatov. Gre za srednjo generacijo, ki je uspešna, podjetna, to so ljudje, ki imajo za sabo neko kilometrino in imajo kaj v življenju pokazati, predvsem pa imajo radi svoje mesto in ljudi, ki živijo v tem mestu. Zdaj, ne vem tudi, kakšno so pravila tega soočenja, ampak jaz moram povedati, da Ni pravil, da sem zelo občutljiv, če kdo reče, ta je pa Šrotov financar, pa ne vem kaj še. Sandi Sendelbach ni bil nikoli moj financar, ampak občinski. Jaz sem ga povabil, da pride k nam v službo. Lahko povem in se pohvalim, da nikogar nisem vprašal, katero politično opcijo spada, kadar smo zaposlovali nove sodelavce. Se mi zdi, da je to ena takšna kvaliteta, ki se je vseh teh 20 letih izkazala za dobro. Kar se pa tiče občinskega proračuna, pa ta seveda ima svoje meje in zakonitosti. Ni župan tisti, ki odloča, kakšen bo proračun, ampak mestni svetnik in župan pravzaprav izvršuje voljo in odločitve mestnega sveta. Je pa celjski proračun že praktično zdaj drugi mandat, tudi participatorni. Gremo si, defibrirator, otorinolari, okej. Namreč mi imamo tako v statutu kot poslovniku mestnega sveta natančno določen način sprejemanja tega proračuna, kjer imajo
zelo veliko besede, krajevne skupnosti, mestne četrti, tudi svetniške skupine so zelo aktivne z amandmaji. Je pa seveda en limit, količina denarja in pravzaprav se pri sprejemanju proračuna odločamo o prioritetah, kaj lahko za tisti denar, ki ga imamo na voljo in ki ga moramo približno 60% ali pa še več tako ali tako nameniti za zakonske naloge, ostalo je pa potem nek kreativni del proračuna, za kaj ga bomo namenili. In župan je zgolj tisti, ki mora potem skupaj z upravo in vsemi ostalimi te odločitve izvršiti. Hvala lepa. Gospod Verdel, vi ste prej omenil, pa tudi bral sem malo tale vaš program, vam je turizem, vam je ful pomemben recimo v Celju. In kaj po vaše najbolj šepa, torej kje so tiste točke, ki bi jih mogli malo bolj se jih lotiti in iz njih malo več narediti, kot recimo smo? Pa če boste to seveda naredil, ko postanete župan, pa če postanete župan. Na vsak način, čeprav mi je istočnica, zakaj kandidiram za župana, mogoče nekje drugje, vseeno pravim, da je Celje prelepo mesto in je škoda, da je tudi od Celjanov in tudi premalo obiskano in mislim, da na tem področju, oziroma sem trdno prepričan, da se da ogromno narediti, je pa tudi dejstvo, da je privatna oziroma osebna pa privatna iniciativa Celjanov mogoče malo premalo prisotna. Tudi bi bila velika dodana vrednost, istočnica, zakaj sem se pa odločil za kandidaturo, je pa moje dejansko preko življenjsko delo, nama izhajam iz primestne krajevne skupnosti in te krajevne skupnosti sapljajo za samim mestom. Jaz, ko se pogovarjam s kolegi v stranki, enostavno ne razumejo, da je možno, da nimamo pločnikov in tak naprej, ne izpeta pesem. Ampak mi imamo slogan Socialni demokrati v letošnjih volitvah Slovenija oziroma Celje enakih možnosti. In tu bi rekel, da je v Sloveniji prevelika centralizacija, namreč tudi država kot taka nam je dolžna Celju veliko stvari, ki jih ne uresniči. Kot smo že omenjali, obvoznica je preko potrebna, sanacija, ekološka sanacija, omenjamo en delček, to je Šmarjeta, Škofja vas in tako naprej. In tudi Celje kot tako proti okoliškim krajevnim skupnostim mogoče mačehovsko in ne dobimo tistih stvari, ki jih enostavno želimo in jih potrebujemo kot enakovredni krajani mestne občine Celje. In tu delček proračuna na vsak način, ampak moče samo delček 1% proračuna, je smiselno, da krajani o tem odločajo, da imajo dejansko vlogo pri odločanju določenih malenkosti, nekih stvari, ki si jih želijo in jih lahko si na tak način izborijo. Večje stvari pa na vsak način je občina tista, ki jih gradi in v zadnjem času je izgradnja teh stvari dobra. Tako da jaz se bom zavzemam za enakomeren razvoj tako Ljubljana ali pa Slovenija proti Celju, Celje pa proti okoliškim primestnim krajevnim skupnostim, mestnim četrtim. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Zidanšek, vi ste tudi v bistvu zelo dobro poznate gospoda Šrota, ne? Mogoče še bolj kot jaz. Mogoče najbolj od vseh tu nas. Vi ste podžupan njegov, vi ste ga spremljali na vseh možnih stvarih, vi vedete, ki ga je lomil, ki bi mogel boljš narediti, ne? In zdaj ste rekel, zdaj pa jaz župan, ne? Pa dajte mi povedati, kaj so njegove največje napake v tistem času, ko ste vi podžupan, vi pa ste ga malo nadzoroval, malo gledal, malo naskrivajke, ono. To me zanima, ne? Ziher imate kakve take, da ga lahko zdaj malo tu ono, ne? No, dajma. No, drži, da smo 20 let kot nek tandem v mestu. Tudi mogoče zelo dolgo, ne vem, če taka partnerska stanja tako dolgo trajajo. Ampak, gledajte, jaz verjamem, da smo v teh 20 letih in ne samo, da verjamem, jaz to vem, da verjamejo Celjanke in Celjani v mestu ogromno napravili. V mestu smo v bistvu rešili vse probleme, kar se tiče kanalizacije, z čistilno napravo takrat imamo center za ravnanje z odpadki, ki je še vedno stroškovno najbolj učinkovit v Sloveniji, bil je sicer prvi zgrajen, pa je še vedno najmodernejši.
ne vem, če veste, ampak tudi Ljubljančanom pomagamo pri tako imenovani lahki frakciji, ki je gorivo v naši toplarni v Celju. In moram reči, da sem ponosen na, jaz temu rečem, zapuščino, ki jo pa seveda treba nadgraditi. In zato sem se tudi odločil, da z neko energijo, vizijo, predvsem pa zaradi močne in dobre ekipe, ki je ostala zbrana okoli mene, ekipe, ki je oddelala vsa ta obdobja v mestni občini Celje, v mestnem svetu. Zelo dobro smo slišali tudi župana, da ni samo župan, ampak da je pomemben tudi mestni svet. Jaz sem malo pohecal zdaj na kandidatko, ko je rekla, da bomo pač vsako stvar občane vprašali. Veste, pol svetniki, in tukaj vas je kar velika večina zbrana v tem prostoru, ne bodo imeli v bistvu kaj delati. Jaz se strinjam, da je prav, da občani soodločajo pri zadevah, vendar pa v urejeni demokraciji je pač svet tisti, ki odloča, in seveda župan, ki pa predlaga mestnemu svetu proračun, ker je edini po zakonu tisti, ki to lahko počne. Je pa res, da ga pa lahko svetniki, če želijo, pa čisto obrnejo na glavo, ker imajo večino, če imajo tako večino v mestnem svetu. In prav zaradi tega, ker je to dobra, močna ekipa, ekipa, ki je znala, ki ima svoje izkušnje, verjamem, da je ta prava ekipa tudi za to, da gre Celje z istimi ali pa še s hitrejšimi koraki v svojo svetlo prihodnost. Hvala lepa. Bi vi repliko bi vi, ali kaj? Rekli ste, da ni pravil, ne? Pravila so zelo, da se kršijo, ne? Ja. No, da bude hitro repliko. Pravila so za majhne, ne? Veliki si jih pa sami pišejo. Mi da se poznamo, mogoče vi tega ne vete, ampak jaz vas poznam še iz otroških let. Se vas spomnim, ko sem vas tako rekel, vi boste pa enkrat župan. Ja, veste. Htel sem to povedati, zdaj, če tudi imamo malce bolj našaljivo temo, ne gre za nikakršen tandem z mano in kolegom Zidanškom, ampak teh 20 let smo bili v koaliciji tudi z SDS-om in SD-jem, pravzaprav v neformalni koaliciji, ampak smo sodelovali in tudi podžupani so prihajali z obeh teh dveh strank, tudi z nekdanjo LDS, prvi mandat. In jaz mislim, da je bila največja kvaliteta teh 20 let, da dejansko v mestu nismo imeli nekih političnih zdrah, da smo se na mestnem svetu res konstruktivno pogovarjali in iskali najboljše rešitve za mesto. Nam je tudi verjetno zaradi tega uspelo veliko narediti. Jaz poznam veliko primerov, recimo župan, Žalec še 2-3 mandate nazaj, ko so se praktično na mestnih svetih, občinskih svetih samo kregali. Moram pa malo Brankota spomniti ali pa ga zboditi. Jaz se spomnim lansko leto na novoletnem srečanju predstavnikov krajevnih skupnosti in mestnih četrti pa mojih sodelavk in sodelavcev, to je običajno prednovoletno srečanje, Branko pohvalil, da smo naredili še več, kot so želeli, in da smo delali hitreje, kot so oni pričakovali. Zdaj pa čujem, da so krajevne skupnosti malce podhranjene. Se vidi, da najstarejši kandidati ne že malce pozabo, kaj govorijo na leto nazaj. Imamo kak bil, mogoče za gospoda nimamo. Čakaj, zdaj bo gospod Vuga, zdaj ne bo prišel do besede. Mičke, sam počakamo, bomo pol to replikco naredili, se strinjaš ti, ne? Bi rad tukaj povedal, ne? Če si že tu, ne? Ja. Povej mi, gospodič Vuga, ti imaš en manjši problem, kar se mene tiče. Ti si lep pa mlad, ne? Sam hudič je, ko se ta nič ne stara, ne? Ta se ne stara nič, ne? Ta je 20 let enak. Ko sem jaz bil tak mali, se ga smo ne bil tako, kot je zdaj, ne? In zato me skrbi, ne? Oziroma, ne vem zakaj, recimo pred 4 leti je bil Urban Goleš, vaš kandidat, super fant, tudi moj prijatelj, je dobil kar nekaj procentov, ampak ni zmagal, ne? Zakaj mladi ne grejo voliti mlade? Ja, do nedavnega je bila neka fama, da se gospoda Šrota ne da premagati. Jaz mislim, da je to čisto realno. Kaj? Da je to čisto realno. Da se ga da premagati? Ok, ali da se ga ne da, kaj je realno? Ne, da se ga da. Zber se. Ne, čisto lepo sem povedal, že v štartu. Ja, moram reči, da SMC je bila, če se navežem na del, ki se navezuje stranko, je bila v preteklem mandatu
največja opozicijska stranka, bom rekel, v mestnem svetu in so se zavzemali za marsikatero stvar, ki se mogoče niti ne govori o njej, ali pa smo danes lahko prebrali, da se nekdo bohoti z njihovim perjem, ne. Tako da jaz sem se odločil za kandidaturo in njihovo podporo predvsem iz tega razloga, ker vidim, da so dejansko najmlajša, bom rekel, opozicija, če odštejemo Matijo, ki je dejansko bil edini v svoji kategoriji. In mislim, da s to ekipo, tako kot je že prej gospod Marko pred mano povedal, lahko naredimo marsikaj. In če se navežem na besede trenutnega župana, ja, če imaš večino v mestnem svetu in tisti, bom rekel, ki imajo manjšino, vedo, da bodo vedno preglasovani, se seveda ne bo nihče kregal. Dajmo ga prekriga s kamero, dajmo Matej malo. Ne, pa to pa ni res. Brez pravil smo, a ne? Ja, brez pravil smo. Lahko jaz prosim pridem do besede. Jaz sem največji zdaj. No, se tisti, ki, jaz nisem nikoli obnašal, vi ste pa zdaj opozicija, pa nič ne veste. So vam pa kolegi kaj povedali, mogoče kak je potekal, pa ste gledali na televiziji, kako sejo mestnega sveta, to pa ni res. Ja, pa čak zdaj, kaj, res ali ni res? Je res ali ni res? Moram reči, da sem se iz preteklih soočenj z gospodom Šrotom naučil, da vedno negira karkoli rečemo, tako da bom tle zaključil. Mateja, ti si bila, mislim, da si bila izzvana ali ne, ampak vseeno, imaš kako... Nisem bila izzvana. To je tako fajn to repliko, imaš kako repliko. Bi pa rada nekaj komentirala, kar se sestave mestnih svetov tiče in večino ljudi, ki je danes tukaj, bojo tudi sedeli v mestnem svetu, a ne. Zdaj, jaz mislim takole, ko bom jaz županja in ko bodo ti ljudje v mestnem svetu, če se bodo ravnali po svojih trenutnih predvolilnih obljubah in začrtanih programih, ki jih imajo, bo delo v mestnem svetu pesmica, a ne? Ja, mislim, da sem na vrsti, glede na starost in glede na to, da sem se pravočasno prijavil na repliko, pa glede na to, da ni pravil, pa bomo tako špilali, ni problema. Moral bi pa, bi rekel, gospod župan, aktualni, je imel prav, dejansko službe na mestnem svetu delajo in ne vidim problema. Je pa to, da kaj žene človeštvo naprej, pozitivno nezadovoljstvo. In dejansko pričakujemo izboljšave in vsaj enakost in na tem področju mislim, da tisti, ki smo pozitivno nezadovoljni s stanjem, krepimo te zadeve, da nam bo jutri lepše. Samo toliko. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Železnik. Hvala za besedo. Eden od razlogov, da sem se odločil za kandidaturo, je tudi ta, da sem vsa ta leta opazil, da na nek način obveščanje Celjanov in Celjank in tudi obratno, tudi iskanje njihovih pobud, to na nek način mi ni bilo v redu, a veste. Moral bi tule replicirati svojemu kolegu, midva sicer nisem bila v svetu kolega, ampak se pa že zelo dolgo poznava. Moral bi reči to, da se mi zdi zelo pomembna javnost dela. Če gre za javna sredstva, potem morajo biti ta sredstva javno obrazložena. Ne moremo si dovoliti, da se karkoli dogaja pod mizo ali iz levega v desni žep in podobno. Ja, sem mnoge prekrižal, da mi ne bo kaj ven padlo. Bog ne daj, Bog ne daj. In sicer namreč preveliko vlogo postavljati svetnikom, češ da je to zdaj nek gremi, nek možganski trust, ki ureja mesto in tako naprej, mislim, da je to malo prehudo. Jaz demokracijo in sploh urejanje splošnih zadev razumem nekoliko drugače. Predvsem v tej komunikaciji med občani,
in potem udejanjanje tega, kar si občani želijo in seveda, kar je potem tudi možno narediti. Hvala. Hvala lepa. Gospod Sani. Ja, zdaj pa kar veliko zapovedati. Škoda, da ni pravil, da nismo malo omejeni. Ni to, mi smo tu lahko do polnoči. Dušan je rekel, da smo boljše, več bom zaslužil s pijačo pa hrano. Sam za kurjavo bo dal malo več. Ne? Lista Odprto Celje oziroma nestrankarsko gibanje je 12. junija na temlem prostoru predstavila svoj program. Mi se dejansko veselimo sodelovanja v mestnem svetu z vsemi strankami, ker so več ali manj povzemajo program, točke našega programa. Edin malo me žalosti, da mogoče nekdo, ki 20 let vodi mestno občino Celje, nima programa in še vedno sprašujejo občanke in občane, kaj si oni želijo. Ta misel mi je malo deplasirana, ampak tako pač imamo. Kar se tiče delovanja samega mestnega sveta, moram reči, da sem zelo razočaran nad odnosom do mestnih svetnikov. Recimo, noben se ni vprašal, zakaj je sredi tega mandata odstopil mestni svetnik. Vsi poznamo zgodbe, ki krožijo po ulici. Jaz sem slučajno takrat prvič slišal za obljubo mestne svetnice, ki ga je nadomestila. In potem, ko vidiš odnos tistih, ki vodijo seje mestnega sveta do mestnih svetnikov, se mi zdi to res malo ponižujoče. Mestni svetniki morajo hoditi za govornico, odgovarjajo jim sede v hrbet, ko pridejo do svoje klopi, so že odkopi napikani, tako da verjamem, da se jim ne upa iti. Se jim ne upa iti še enkrat gor za govornico. Da se vrne malo na finance. Leta 2006, to mislim, da je najboljša poteza, ki jo je aktualni župan naredil, je, da je zaposlil mene kot finančnika. To seveda župan ne bo nikoli potrdil, tudi če zdaj navedem nekaj podatkov, vedeti morate, da je iskal mojega predhodnika 2 leti, pa mu ni uspel. Rečemo, da so bili te gospe in gospodje bolj pametni od mene, ker so vedeli, kaj prihajamo. Prihajal sem pa v situacijo, ko je proračun mestne občine žvižgal za 1/3. Če si predstavljate, da smo mi 31.12. imeli 17 milijonov od 50 milijonov zapadlih neplačanih terjatev in smo jih plačevali v juliju, avgustu naslednje leto. Se pravi, proračun je skladno z zakonodajo posloval nezakonito. Ampak, če ni sodnika, oziroma če ni tožnika, ni sodnika. Kar se tiče tega. Kar se tiče, prej ste me za finance sprašval, pa ker ni pravil, zdaj mi je ful všeč, ko imam mikrofon. Pretiravati ne zdaj s tem, da ni pravil. No, boste povedali, kdaj so pravila prekoračena. Rad bi nekaj povedal o krajevnih skupnostih pa mestnih četrtih. Meni se zdi, to je ena celica, ena združba ljudi, ki je pripravljena za svoje okolje nekaj narediti. Riskirati kako uro popoldne, svoje znanje, svoj čas, mogoče kdaj tudi kako lopato v roke prijeti in ta sredstva, ki jih zdaj KSMČ dobivajo, so res nizka. Odprto Celje bo, ko bom jaz župan, ta sredstva najmanj podvojil, to smo zapisali v naš program, je pa nekaj drugega prešljivo. Mislim, da se je pred 3-4 leti spremenil statut mestne občine Celje zaradi spremembe zakonodaje, ki predvideva, da se na lokalni skupnosti uvede nek posvetovalno telo predstavnikov svetov oziroma predsednikov svetov KSMČ-ov. In tle poslušamo kolege oziroma jaz bi rekel gospode, ki 20 let, 3 izmed njih so tukaj, ko 20 let dejansko vodijo tole politiko in pravijo za krajevne skupnosti in mestne četrti, da so v redu stanju. Pa poslišimo enega od njih, ki je tudi 20 let zraven, da niso v redu. Oni se niti sami ne morejo zmeniti, ali je v redu ali ni. Ampak definitivno je ta sredstva treba povečati, treba je narediti ta koordinacijske telo, ki ga statut mestne občine Celje predvideva. Jaz ne vem, zakaj ni bil narejen. Moram reči, da jaz sem veliko hodil po krajevnih skupnostih, mestnih četrteh in se ljudje počutijo, se pravi predsedniki, člani teh svetov, počutijo precej odrinjene, bi rekel od mame, se pravi od mestne občine, od vodstva občine in tle je veliko dela, ki ga bomo mi v Odprtem Celju storili. Hvala.
Jaz predlagam, da si date zdaj čelado gor, ker zdaj bo pokal, ne. Zdaj si čelado gor, ker zdaj bo pokal. Pa on ščitnik tam. Aha, pa on ščitnik tam od spodaj si orang, pa meni ga tudi dejte zdaj, ne, ja. Ok. Mladi kolega. Jaz bi se še sam preden gospod Šrot nadaljuje, navezal na kolega Sendelbaha. Dejansko tudi sam zdaj hodim oziroma se srečujem z ljudmi v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih in moram reči, da so čist vsi enakega mnenja. Ni posluha od župana, nima odprtih vrat do vseh ostalih, ne gre med ljudmi in pa še takrat, ko da vedeti, da jih posluša, dejansko naredi po svoje in se počuti odrinjene. Samo za intermeco, nekatere mestne četrti ne da ga niso videle že eno leto, ampak ga niso videle več mandatov. In to je čista dejstva. So točno povedali, da nazadnje so bili, ker verjemte, ljudje si to zapomnijo. Ne, se če ga zgooglaš, če na Google napišeš Bojan Šrot, vrže slike ven, ja, ta si ga lahko pogledaš, gor. Si ga lahko pogledaš. Gospod Šrot, da ste bili direktno izvani. Kar se tiče, oprostite, župan, prej sem se prijavil, pa prej sem začel govoriti, tu ni pravil. Jaz sem lepo vzgojen, pa dam starejšim prednost. Hvala lepa, župan. Mene je zelo toplo pri srcu, ko poslušam kolege levo, desno, resno. Kar se tiče programa, jaz bi rekel, bili smo prvi, ko smo tak program napisali, ampak ni pomembno. Zelo pomembno je, da imamo zdaj vsi sličen program in pravimo, da smo en drugim falsificirali. To pomeni naslednjem mandatu, naslednjih 4 letih imamo s tem zagotovljeno, da bomo vse te zadeve, vse te obljube soglasno naredili. To je dejstvo, ker imamo vsi približno isto, smo kopirali ali nismo, eno druga, ni bistveno. Pa še nekim je blazno všeč, da ste vsi opazili krajevne skupnosti in mestne četrti. To mi je noro dobro. Do zdaj sem imel občutek, da gospodje, kar se mestnega sveta tiče, sem bil eden redkih ali pa edini, ki sem to zadevo poudaril. In veliko stvari, ker tudi mestni svet za neko večino lahko neke zadeve spremeni, bi lahko realizirali. Zdaj smo pa vsi, ampak hvala Bogu, opazili mestne četrti krajevne skupnosti in jaz sem trdno prepričan, da tudi jaz bom dobil tisti pločnik mimo mene, ker me boste vsi podprli. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Šrot. Jaz sem se hotel vrniti tisto leto 2006, ampak o svojih napakah noben rad ne govori. Glejte, se pa čudim, da nas zdaj nekdo poučuje o tem, kako je treba voditi mestni svet in kako je izgleda na mestnem svetu nekdo, ki je bil v svojih 10 letih 20krat po 1 uro na seji mestnega sveta, kadar se je sprejemal proračun, pa še mogoče kakšna točka. Enako kot me čudi to, da bi zdaj nekdo kar sam od sebe za 2krat povečal proračun krajevnih skupnosti, par let nazaj je pa govoril ravno nasprotno, da jim vzamemo denar. Namreč ob zaključenem računu, mislim, da je 2 ali 3 leta nazaj, so imele krajevne skupnosti preko 1 milijon evrov na svojih podkontih. Župan tudi ni tisti, še enkrat povem, in treba je poznati zakone, ki bi odločal, komu bo zdaj dal več, komu bo dal manj. Ne morem pa razumeti, da na eni strani nekateri kandidati ali pa kandidatke govorijo, kako bojo za vsako stvar vprašali občanke in občane, po drugi strani mi pa nekdo očita, da mi pa zdaj še kar naprej sprašujemo občanke in občane, kaj si želijo. Mi v Celjski županovi listi vemo, kako se naredi realen volilni program, vemo, kaj so potrebe in kaj so zmožnosti v Celju, vemo tudi zato, ker izjemno veliko komuniciramo z ljudmi, in volilni program za naslednja 4 leta ali pa še mogoče za malce več boste kmalu dobili, tako da vam ni treba okoli tega skrbeti. Povem pa zdaj vsem tukaj prisotni, da ima pravzaprav Celje samo 2 velika problema in to je obvoznica v smeri sever-jug in sanacija območja stare Cinkarne. Vse ostale stvari lahko rešiti, tega ne bomo mogli rešiti sami brez pomoči države ali pa Evropske skupnosti. Vse ostale probleme pa lahko rešimo sami, je pa res, da ne čez noč. Pločniki se v tej
v tem mestu gradijo že 80 ali pa še več let in se bodo še mogoče desetletja ali dve in podobno z ostalimi stvarmi. Hvala lepa. Viš, ko enkrat rečeš, da ni pravil, potem vsi znorijo, ne? Pa vsi znorijo. Kaj pa, če bi en čez druga govorili? To je bilo najbolj tako v gostilni. Jaz bi vsem rad nekaj povedal. Namreč, ker že čakam lep čas na besedo, prej, ko je gospod Dejva, prosim. Ko ste glih vi, no pa dajmo. Ja, medtem so se že moje misli na nek način podvignile v neke višave in sicer, da je pred Celjem resnično svetla in lepa prihodnost, če smo se vse stranke več ali manj poenotile pri nekih točkah, čeprav, kolikor opažam, ni popolnoma vse enako. Bi pa moral to povedati, kar je pa pomembnejše, da za tistimi obljubami, ki jih napišemo in potem govorimo pred ljudmi, da za tistimi obljubami tudi stojimo. Ne pa, da morda pokleknemo pred kakšnimi pritiski in tako naprej. In če bomo za tem, kar smo napisali, vztrajali, potem bo za Celje ena velika sprememba. Hvala. Hvala lepa. Zdaj, če še ima kdo kako repliko na to temo zdaj, to tečno temo, dolgo, pa bi pa ste nekaj drugo, a res? Nimam repliko, ampak jaz se res opravičujem. Ali boste ići, ali kaj? Ura je 7, jaz... Na ta način bo tretji krog, ne sem drugi krog, če boste šli zdaj, ne? Jaz se zamem za kup, ampak sem prosim, da ne jemljete to kot izraz nespoštljivosti, ampak sem res že pred enim mesecem, pa še malo več obljubil, da grem na ta dobrodelni koncert. Kako Slakonja igra, ali kaj? Ja, tudi, ja. On je bolj pomembno, Slakonja bolj pomembno, kaj? Ne, ni. A je on vas gledal takle gor, ko ste bili, ko je bil mali? Tako da jaz vam želim še naprej konstruktivno soočenje, se res iskreno opravičujem vsem kandidatki in kandidatom, pa tudi vsem, ki ste tu prisotni. Prosim, če to spremete z razumevanjem. Hvala lepa, zdaj ga molak šimfal, ko gre. Ja. Ok. Zdaj bomo enega sit filerja bomo zdaj mogli dobiti, da ne bo grdo zgledal, ne. Zdaj Snegulčica pa 6 palčkov, še samo ne več 7. Teda, če kdo želi v županski stol, mogoče se usediti, lahko to zdaj naredi, ne. Lahko se ti usedeš. Jaz se ne bom, jaz bom kandidiral, ko on ne bo več kandidiral, takrat zmagam, ne. Takrat pa nimam pojma. Hvala lepa. Ja, verjamem, da ni, ja. Ne bom dolgo, res, to si kratek. Pa dam čelado tja gorja, ne vem, ali pa bo grdo zgledal, ne vem, kakorkoli. V glavnem, ti si želel reči še? No, izvoli. Jaz bi samo eno stvar povedal, da se navežem na gospoda Verdeva. Včeraj sem bil v domu ob Savini in moram reči, da sem bil zelo presenečen in tudi stanovalci so top. Mislim, jaz si nisem znal predstavljati, da se lahko imajo, bom rekel, tudi starejši, tako dober, tako da gospod Železnik, ko ste prej omenil, verjemte, da vam bo super. Če se pa navežem na gospoda Verdeva, vsako leto imajo starejši občani sprehod od doma ob Savini do Špice. In moj predlog je, da naslednjo leto naredimo od Merkurja do Prekorja, torej od enega prehoda za pešce do drugega prehoda za pešce. Na vsak način, a ste za? Takoj, glede na to, ko smo se zadnjič konstruktivno pogovarjala, vas še zdaj javno, zadnjič osebno, povabim v krajevno skupnost Škofja vas in da poberemo par podpisov in da pritisnemo skupnimi močmi na državo, kjer nekako vozimo v koaliciji in dosežemo to zadevo, ki bi bila končana, oziroma se opravičujem, končana, začeta že v letošnjem letu in mirno bi bila drugo leto končana. Hvala lepa. Se človek sploh ne pride na vrsto, ne? Jaz sem vas hotel čisto nekaj drugega vprašati, ne? Imaš še mogoče kdo kaj, če ne pa ne, gospod Ziranšek more, gospod Ziranšek bo povedal, ja? No, jaz vendarle moram par stavkov reči na zgodbo mestnih četrti in krajevnih skupnosti oziroma mestne občine Celje kot celote. Veste, vse investicije, ki se izvajajo na terenu mestne občine Celje, se izvajajo tudi v eni od krajevnih skupnosti ali mestne četrti. In reči temu, da bi, bom rekel, mestna občina kot celota pozabljala na svoje ožje dele lokalnih skupnosti, bi bilo milo rečeno nepošteno. Res pa je, da je prav, da tudi, bom rekel, aktivni ljudje v mestnih četrtih in tudi v krajevnih skupnostih za svojimi idejami, ki prihajajo in ta del
participatornega proračuna je, ko gre okrog in se pogovarjamo tudi, kaj je tisto, kar je pa pomembno v različnih mestnih četrtih ali krajevnih skupnostih narejen, je potem tudi vsebovano v občinskem proračunu. Ampak, veste, je zelo lepo pogledati, ne, ali pa se strinjati, da je pa prav, da se mesto enakomerno razvija in težko bo nekdo rekel, da se to v tem mandatih ali pa v teh mandatih v teh 20 letih ni dogajalo. Gremo v Šmartno v Rožni dolini, pa pogledajte vaško jedro, kako je urejeno. Pa gremo recimo pogledati v krajevno skupnost Teherje, ki je bila leta in leta v bistvu hendikepirana, kako je urejena. Pa gremo v mestne četrti, ki so v prednosti, ker so pač sestavni del ožjega mesta. Tako da jaz verjamem, da ljudje dobro vedo, da je v mestu Celju, pa kakorkoli boste rekli, lepo živeti, zato ga imamo pa tudi radi. Hvala lepa. Zdaj, tudi če gospoda Šrota ni več, mi smo še vedno v živo na televiziji Arena in bomo verjetno to soočenje tudi ponavljali, tako da on bo to videl, ne? Tako da če bo kaj kdo rekel, bo to slišal, pa je da pasne, ne? Če ne boš zmagal, ti še probleme, če moraš zmagati, pa imaš 0,3%, pa te pa on za vrat prijel, ko ne boš zmagal, če recimo ne boš, ne? Pazi, kaj govoriš, ne? Zdaj ima ona besedo, ker je punca, pazi. Točno tako in zdaj sem si jaz jaz se bom zdaj tako korok zvezda tole malo potegnila sem. Zdaj se bom pa jaz oglasila kot še trenutno aktualna podpredsednica ene mestne četrti. Takole je, ne, glava res malo včasih pozablja na svoje ude. Vsako leto pri proračunu smo mi pisali seznam želja, za mestno četrt. Financirane so mestne četrti ravno toliko trenutno, da pokrijejo neke obratovalne stroške, da se mogoče kaj malega naredi. In jaz ne vem, zakaj ne bi mestnim četrtim in krajevnim skupnostim dejansko dali možnost, da se participatorni proračun v popolnosti izvede. Se pravi, vprašaš ljudi, rečeš, a želiš ta pločnik ali on pločnik, obojega ne moremo imeti, to leto bo eden, to leto bo drug. Jaz mislim, da je treba opolnomočiti ljudi, kateri nas v končni fazi tudi volijo. Ok, Mateja, ok. Ne se jeziti na mene, ne se jeziti na mene. Izvolite. Prej je bilo rečeno, da je v Celju urejena kanalizacija, jaz malo žalostno sprejemam to novico, če vemo, da niso urejene Prekorje, ni urejena Košnica. Kar se tiče tega, škoda ni več gospoda Šrota tle, ampak se mi ni to, kar repliciral, ko ste prej rekel, da mora dati čelado na glavo, ker v principu največkrat govorim podatke, ki držijo, ki so argumentirani, pa tudi ti včasih ne veljajo, ampak se ni problem. Hočem reči to, da jaz nisem nikoli rekel, da zmanjšamo krajevnim skupnostim pa mestnim četrtim denar, ampak da jih lahko organiziramo na drugačen način, kot so že v kakšni mestni občini v Sloveniji, da ni nujno, da so pravne osebe, mislim, da jim to jemlje veliko, bi rekel, v končni fazi energije, denarja in dajo se organizirati na drugačen način. Bil bi pa ne fair, če bi to nekoč trdil, pa zdaj govorim, da ta denar povečamo. Jaz bi rad opozoril na nekaj, kot na poznavalca proračuna mestne občine Celje. V tem proračunu so neverjetne, bi rekel, priložnosti, da se ta proračun drugače porazporedi. Zdaj se razporejuje tako, da imajo nekaj od tega koristi javna podjetja. Občina se zadolžuje do maksimalnih možnosti, ki jih zakonodaja dovoljuje, na drugi strani pa javna podjetja dajo na mizo za debato, se bomo pa mi mogli zadolžiti, lepo vas prosim. Se tudi lahko zadolžijo, pa po malo krajšem pa enostavnejšem načinu kot mestna občina Celje. Tako da večkrat so me že v teh soočenjih spraševali, kje pa vi vidite denar za te stvari, zelo dobro ga vidimo, tako da to bo najmanjši problem, da bo odprto Celje to storilo. Sam župan je izpostavil, da ima Celje samo dva problema, mislim, da je to malo poniževalno do občank in občanov, res, da je obvoznica sever-jug velik problem, res, da je velik problem tudi arheologija. Me pa žalosti, ko slišim, in seveda mi tega ne bomo dovolili, da se bo delala neka bypass zadeva, kar se obvoznice tiče
iz svinjskega sejma pod gradom, ki se bo priključila na Polule. To je totalno neracionalna varianta. Mi imamo že dolgo, bi rekel, predloge, ki se vežejo na avtocestne priključke vzhod in zahod. Daleč smo trenutno od 3. razvojne osi in to, da se bo nekaj kopalo pod gradom, ne rešuje nobenega problema, ne Mariborske ceste, še dodatno pa obremenjuje Kidričevo. Hvala. Hvala. Gospod Šrot, replika? Ja, ni ga. Lahko kamera, lahko jameš to punco lušno tu, ko me mede, cel čas pa mi žika, me gleda, kaj je? Je vse okej? Ja, kak je lušna. Ni več to zdaj važno, zdaj me punce zanimajo. Okay. Ja, torej, dajmo odkole, spet replike imamo, da nekaj bi prašal še jaz drugega, ampak še imam dokaj na to temo. Jaz mislim, da smo nekako se fokusirali, ampak ali gremo naprej. Namreč jaz imam občutek, da kljub vsemu v Celju so še druge stvari, ki bi bilo nekako temo potrebno odpreti, tako sem že prej nekako omenil, ta trikotnik gospodarstvo, turizem, kmetijstvo, ker te panoge prinašajo denar, ki ga potem lahko potrošimo. Mi se dejansko pogovarjamo zdaj o mestnih četrtih krajevnih skupnosti, ki dejansko potrebujejo te stvari in te moramo izpostaviti. Ampak na drugi strani moramo pa dejansko pridobiti denar in denar lahko pridobimo, tako kot smo rekli, gospodarstvo, turizem in kmetijstvo. Zato bi mogoče malo premaknil temo, če lahko spodobim. Lahko jaz tam prosim kdo za tišino tam od zadnji. Mislim, kdo govori tam od zadnji, če jaz tu govorim, za normalni? Kdo govori tam? Dajte ga vrš ven, tisko govori. Halo, tišina tam od zadnji. Dokler imamo biti tu soočeni, treba biti ti. Slišiš ti. Da ne slišim nobenega, kako reče. Tiho. Ok, torej. Imam repliko gospodu Vrdevu. Ja. No, dajmo hiter, pa dosti tega. Zakaj pa ne, se ni pravil. Ja. Zdaj je Šrot čov, zdaj so pravila moja. Ok, da hitro pa na kratko, govorili smo o tem, da gospodarstvo prinaša denar, to je gotovo. Ampak tudi kultura, če je prav organizirana, lahko tudi v nekem delu prinaša denar, pa prinaša tudi delovna mesta. In ne nazadnje, Celje je zelo kulturno mesto, imeli smo lepe projekte, ki so sicer tudi terjali denar, ampak si potem lahko zelo prepoznavn. Recimo Celjski pevski festival in tako naprej in še kaj drugega, ko je pa zdaj vse skupaj potihnilo. Hvala lepa. Zdaj pa bom jaz tule šel. Se bom odpovedal replike, da daš drugo temo. Yes! Ok. Hvala lepa. Pri najmlajšem bom zdaj se ustavil in bom vprašal meni osebno pereče vprašanje, ne? Mladi, ne? Zakaj za vraga, je to samo moj občutek, ali boš ti to potrdil, ne? Zdaj, ko si turistični vodič postal po Celju, vidim, da hodiš tja, pa se snemaš, pa govoriš, ne? Zakaj mladi tako množično odhajajo iz Celja, zakaj iščejo službe drugje in zakaj jim Celje za kariero že nekaj let ni več zanimivo? Jaz ne bi rekel, da mladi odhajajo. Mladi se odhajajo šolati in se ne vračajo. Tu je težava. Ni težava v tem, da mladi odhajajo. Teh je peščica, bom rekel. Okay, jaz sem bil eden izmed teh, ki so dejansko šli iz Celja ven. Ampak večino, bom rekel, študentov gre študirati v Ljubljano in v Maribor in si tam ustvari družino v okolici, ne vem, kjer je dejansko dobi zaposlitev. In moramo vedeti, da plače v Ljubljani so neprimerljive z celjskimi plačami. In tudi standard je drugačen. Je sicer višji, ampak se da dosti lepo živeti. In v Celju imamo težavo tudi to, čeprav dostikrat slišimo, da to obstaja, jaz sicer nisem tega opazil. Visokotehnološka podjetja, ki nudijo zaposlitev ljudem z magistrskimi, doktorskimi študijami, oziroma tako kot je gospod Zidenšek, magister. Potem podjetji, kot so proizvodna podjetja, moramo vedeti, da nimamo sprejetega prostorskega načrta. In že nekaj let, oziroma že zdaj 18. leto, Celje nima vsebine in ne ve, kam gremo.
dejansko bi se mogle postaviti cone, v katerih bi se naredili neki razvojni objekti in projekti in bi lahko mladi dejansko se vračali domov in ustvarjali tu. In dvigovali standard v Celju, ne v Ljubljani. In jaz mislim, da je prva in prioritetna naloga in tu je zelo lepo, že prej gospod Vrdev povedal, da imamo vsi v točki programa. Danes sem prebral, da ga ima gospod Šrot tudi, ko ste me prej izval. Torej sprejetje prostorskega načrta. In jaz mislim, da je to v prvem mandatu prioriteta številka 1 za to, da se lahko začnemo razvijati. Še to, ne bi rad nobenega prestrašil, ampak dejansko se v svetu odvija 4. industrijska revolucija, svet gre v digitalno dobo in do leta 2020 bi naj v 17 državah, največjih državah na svetu, izgubili službo cirka 7 milijonov ljudi. Pa 2 bi se naj potem nekako izravnali, tako da nekje 5 milijonov ljudi bi naj ostalo brez služb. In verjemite, da ko se to zgodi v Nemčiji, bo to vplivalo tudi na nas. Rekel si, da grejo v Ljubljano, pa se tam zaljubijo, kot pol Celjanke, niso dosti lušne celjskim pebom. To si hotel povedati, kaj? Jaz nimam srečo z Ljubljančankami, imam, bom rekel, iz kakšnih drugih regij, ampak ne, Celjanke so še zmeraj najlepše. Gospod Zineže, kaj vi pravite na to mladostniško problematiko? Jaz kamorkoli grem, ko pridem v Celje, vidim najlepše deklete. Drugače pa moram reči, da sem vesel, da imamo vsi v programu, in to, kar je bila tudi naša dolgoletna želja, da sprejmemo ta občinski prostorski načrt, predvsem iz vidika, da to, kar je že kolega prej povedal, da enostavno damo možnost tistega razvoja ali pa tistih razvojnih podjetij, da bojo enostavno mladi imeli priložnosti tudi v našem mestu. In jaz upam in sem skoraj prepričan, da v takem soglasju nam bo to v tem mandatu uspelo in to je izredno pozitivno. Ob tem, da ne smemo pozabiti, da pri spremembi OPN-ja čaka, mislim, da je 1500 vlog individualnih gradenj v Celju, kjer ljudje želijo ob svojih hišah, tam, kjer je tudi to možno, se pravi, da ne posegaš ne prav, bom rekel temu, v neko kmetijsko zemljišče, da se omogoči, da potem tudi na ta način mladi ostajajo v mestu in to je izrednega pomena. Ob seveda tisti zgodbi tudi kolektivne gradnje. To veste, da iz programa CTN-ja, se pravi centralnih teritorijalnih naložb, gradimo v naslednjih 2-3 letih 142 stanovanj v DN10, zato so že v bistvu sredstva odobrena, zraven je seveda sredstva naše firme Nepremičnine, ki bojo zadevo uredile do konca. Kaj je še pomembno reči? Mislim, da je en močen generator razvoja mesta lahko oziroma je že v neki meri, pa verjamem, da ga bomo uspešno tudi nadgradili, celjski turizem z svojo bogato zgodovino, ki jo ima v dediščini celjskih knezov. In tukaj tudi v Slovenski ljudski stranki imamo ideje, ki smo jih tudi jasno predstavili, seveda, da enostavno tudi na en tak primeren način, ki ga lahko opazite tisti, ko hodite po svetu. Jaz sem ga videl na Malti, z 5D kinom v nekaj 10 minutah v bistvu predstaviš tistim, ki prihajajo v mesto, veličino celjskih iz naše zgodovine. Pa jasno smo povedali, Šmartinsko jezero, ne smemo pozabiti na Celjsko morje. In jaz vedno pravim, da je Celje v bistvu Slovenija v malem. Mi imamo Celjsko kočo, se pravi, lahko smučamo, imamo Celjsko morje, Šmartinsko jezero, se lahko rekreiramo. Ko ga bomo očistili, se bomo lahko tudi, bom rekel, bolj veselo tudi kopali, zraven naredili tiste rekreacijske površine. Imamo reko Savinjo z Špico, ki pokaže svoje, se pravi, tudi urejeno mesto, da ne govorim potem vse ostale pritekline od kulture, muzejev in vsega ostalega. Tako da jaz moram reči, da rad živim v mestu Celju,
zato ga imamo tudi radi in verjamem, da ga bomo skupaj tudi soustvarjali. Mi je pa žal, to pa da še dodam in sem že v enem soočenju povedal, da se je civilna družba, ki se je nekako organizirala okrog odprtega Celja, zaradi, bomo rekel, trme posameznika izločila iz volilne tekme, jaz temu ne rečem vojna, volitve so tekma, veste, po 18. se je treba usediti in se je treba pogovarjati, kaj bomo skupaj napravili dobrega za to mesto in si bi želel, bom rekel, te močne konkurence idej, ljudje pa imajo seveda svojo pravico, da bo izbrali tisto, kar se jim zdi, da je primerna in ta prava vizija mesta Celja. No pa mogoče, če gremo kar po vrsti. Ja, jaz sem že mislil, ko smo šli po vrsti, je bilo pravilo, pa je laufal. Kaj? Ko smo šli po vrsti, je bilo pravilo, pa je laufal. Rekel je, da 5 laufat. Ne grem, bi pa rada povedala glede priložnosti mladih v Celju. Mladi bodo dobili priložnost, ko bojo v Celju zares visokotehnološka podjetja. To ne pomeni, da bodo imele hale visokotehnološke tekoče trakove. To pomeni, da bojo v Celju podjetja, ki bodo te tekoče trakove izdelovala in projektirala. Celje je res... Gremo po vrsti, ne? Hvala lepa. Hvala. Jaz sem se že tukaj prijavil. Lepo mesto. Jaz res upam, da se bo kdo stepil, ker to je za rating TV Arene super, ne? To je super. Kdo pač je glasnejši in močnejši in starejši, ima, mislim, da na tem soočenju popolno pravico, da govori. Gospod Verdev, vi ste sam starejši. Okej. Da ne bomo se šli pogovarjati, kdo je najlepši, da se ne bomo šli v tem pogovarjati. Jaz mislim, da ni nobene dileme. Želel bi povedati, da sem vesel, da tale debata, kljub temu, da je naš trenutni župan izostal iz te debate, pa bi bilo mogoče dobro, da bi bil zraven, da smo se začeli pogovarjati o tem, kako si mi vsi skupaj predstavljamo, kakšno bi naj bilo mesto Celje, kaj bi naj v mestu Celju imeli, ali bi naj imeli predelovalnice odpadkov ali mogoče kakšne druge odlagališča odpadkov, ali pa želimo, da bi bilo mesto Celje lepo, zeleno in da ne bi promet šel skozi mesto, da ne bi bilo obremenjeno s tem. Torej, dajmo se o tem pogovarjati. Ja, pa se pa pogovarjajmo, ne? Jaz bi rad repliciral na gospoda Zidanška. Jaz se mu zahvaljujem za njegove tople besede in njegovo skrb za neuspešno kandidaturo liste Odprto Celje. Bi ga pa samo opozoril, ko je tako skrben, da pogleda, kakšno objavo je imela občinska volilna komisija 22.10. na svoji spletni strani, kar se tiče imen predlagateljev. Ne bi več o tem. Vete iz medijev, da smo šli na Evropsko sodišče. Gospa zaslužna ustavna sodnica se je naslednji dan slikala z našim županom v njegovem kabinetu, tako da res je mogoče škoda zgubljati besed na to temo. Ampak prvotno vprašanje je bilo, kaj narediti z mladimi v Celju. Dejansko se študentje s Celjem ne identificirajo. Oni pridejo v soboto, v petek iz Maribora, Ljubljane, tle prispijo in grejo nazaj v ti dve mesti. Celje ima eno veliko zgodovinsko napako, pa ne od celjskih grofov, ampak recimo od zadnjih 20 let, ko nam je bilo obljubljeno, da bo Celje postalo univerzitetno mesto. Celje je v tem trenutku daleč od univerze, zakaj tako, mogoče zdaj premalo časa, ampak kaj moramo mladim ponuditi, to je najbolj bistveno, delovna mesta in pa subvencionirana stanovanja. Magister Zidanšek je prej omenil, da bomo zdaj mogoče čez 3 leta pozidali da bomo čez 3 leta pozidali nekih 100 in nekaj stanovanj. To bo točno 10 let od stanovanj, ki jih je nazadnje celjska občina pozidala. Se pravi, 10 let nobenih novih gradenj.
pustimo mi zdaj to, koliko ima Celje obstoječih stanovanj, največ na prebivalca. Seveda največ na prebivalca, če se mladi odseljujejo. Trend odseljevanja iz celjske občine je v porastu od 3700 v letu 2012 do 4200 in največji poudarek je na odseljevanju mladih, pa ne v tujino, v druge občine. Občinski prostorski načrt, ki ga mestna občina nima od leta 2001, moramo pa vedeti, da po izjavah strokovnjakov občinski prostorski načrt nekako velja, je živ 6-7 let, potem ga je treba spremeniti. Recimo Ljubljana že pripravlja drugo korekcijo. In če nimamo mi prostora, kjer bi zidali, kjer bi se lahko razvijalo gospodarstvo, industrija, kako bomo tem mladim ponudili delovna mesta, seveda fino bi bilo delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, ker kaj se zdaj v Celju dogaja? Res, da pada brezposelnost, ampak nižajo se pa plače in plače v Celju so precej pod občinskim povprečjem. Tako da, kot le poslušam kolege, ki so 20 let na oblasti, pa govorijo o občinskem prostorskem načrtu, za mene je to samo sprenevedanje, ne verjamem v njihove obljube, da bojo zdaj to naredili, če niso 20 let naredili. Bomo, sam en stavek še, bomo pa to definitivno naredili mi in težko je recimo do ministrstev izboriti občinski prostorski načrt, če imamo 140 hektarov stavbnih nepozidanih zemljišč. Nikoli ne bo dalo ministrstvo za kmetijstvo soglasje. Hvala. Sam mal Mateja, ona dva, potem boš pa ti. Izvoli. Jaz bi sam še par stvari dodal. Gospod Zidanšek, vse super, ampak je zdaj že ta tretjič oziroma četrtič skoraj zraven sedimo in mi smo se že malo najedli, ne? Vi ste pa še vedno tisti, ki na mesto župana upravljate te nečedne posle, očitno, da vedno znova vržete gospodu Sendelbahu naprej to njegovo zadevo. Druga stvar, ki je prav tako neetična in za moje pojme popolnoma skregana z logiko in dejansko podcenjevalna za vse nas Celjane, je to, da smo vsi kandidati, ko smo vstopali v to bitko, imeli jasne cilje in imeli jasne programe. Župan jih je predstavil danes. Včeraj. Da nekdo, ki je 20 let, pa ni lepo govoriti, jaz bom govoril na splošno, da nekdo, ki je 20 let na neki poziciji, ne ve, kaj čaka Celje oziroma kaj mora Celje storiti v naslednjih 4 letih, oprostite, to je zame nesprejemljivo. Pa še ena stvar, z preteklega soočenja me je ena stvar posebej zbodla. Vsi poznamo Arnavski gozd v Žalcu. Vemo, s kakšno nadzvočno hitrostjo se razvija. 175 milijonov evrov je bilo vloženega. Dela se v bistvu že zdaj 3. faza. Naš trenutni župan je na prejšnjem soočenju jasno izjavil, in to je tudi posneto, zato lahko povem na glas, da si on kaj takega v Celju ne želi. Samo sekundo. V Celju imamo fakulteto za logistiko, župan si ne želi visokoregalnega skladišča, ki bo zaposlovalo 300 zaposlenih. Mislim, oprostite, meni je to skregan z logiko. No, zdaj, če smo pozvabili, jaz kandidiram za župana mestne občine Celje. In dejstvo je, da mi z svojim jasnim... Kaj ti dam prednost? Mi z svojim jasnim programom, z svojim lastnim jasnim programom stopamo v to volilno tekmo. Zdaj, kar se tiče, moram reči, jaz ne bom noben odvetnik občinske volilne komisije ali kakorkoli, ampak dejstvo je, pravno pogledano, če na 2 stopnjah odločijo, da je zadeva bila pravilno narejena, potem le dajmo tudi te zadeve verjeti, pa jih ne uporabljamo potem za politično igro.
Kar se tiče situacije, jaz zelo težko poslušam, ker sem pa ponosen Celjan, da nismo več tretje mesto v Sloveniji in tako naprej, kot se govori. Veste, mi nismo tretje mesto samo po tem, da nimamo tako število prebivalcev, zato ker se pač mestna občina Celje delila drugače. Mi smo dobili Vojnik, taka če ne Dobrno, ampak Štore, kjer se je občina zmanjšala. Prej je bilo pri nas čez 62 000 prebivalcev, ko je bila skupna občina. In sem pa zelo vesel, ko vam pa povem tudi, je priložnost tudi v tej sredini, pa en dober kazalec, eden izmed kazalcev. Dodana vrednost, ki se ustvarja v mestni občini Celje, je tretja v Sloveniji med mestnimi občinami. Pred nami je samo Ljubljana in to je, Celje ima približno 21 000 na prebivalca, Ljubljana 22, zmaguje Novo mesto z 32, ampak za Celjem pa boste videli, kak velik pripad je. Se pravi, pri 21 je za nami Velenjska občina šele z 12 000 evri na prebivalca. To pa je dober kazalnik mestne občine Celje, kar pomeni, da imamo tudi dobre gospodarstvenike, ampak ne me narobe razumeti, jaz ne govorim o tem, da moramo biti s tem zadovoljni, mi moramo vedno težiti više in tako kot smo rekli in kot smo Celjani navajeni, da Celjani težimo k zvezdam in to je naša pot. Hvala lepa. Končno, hvala lepa za besedo, nisem nekako navajen tega sistema, pa ok. Namreč v Celju imamo občutek, da se kolo vrti narobe, v napačno smer, ne v smeri urinega kazalca pozitivnega, ampak napačno. Namreč opažamo podjetja in podjetniki opažajo, da ni kadra, po drugi strani pa govorimo o tem, da v Celju ni podjetij. To zadevo nekje moramo začeti in jaz bi nekako začel, glede na to, da imamo ministra za šolstvo, na tem, da dobimo še dodatne izpostave univerz iz Maribora in Ljubljane in to visokotehnoloških fakultet, tehničnih smeri, ker na tak način lahko se začnejo pri nas razvijati podjetja, ki imajo visoko dodano vrednost in takšna podjetja lahko nudijo tudi višje plače. In dejansko ljudje, mladi ljudje, ki se hodijo šolati v Maribor, v Ljubljano, tam tudi dejansko pustijo nekaj denarja, ki bi ga lahko pustili v domačem kraju. Vemo, koliko denarja dejansko naši študenti, ki so v Ljubljani ali Mariboru, tam nekako zapravijo in ta denar ostane na tistih mestih. Kako pospešiti podjetništvo, so že dejansko kolegi pred menoj omenjali, dovolj velike industrijske cone, ki morajo biti opremljene z vso infrastrukturo in omogočiti moramo ljudem, kar je že bilo tudi rečeno, kadrovska in druga stanovanja in tako lahko privabimo mlade ljudi, da se tu zaposlujejo. Da pa če grem k mojemu oziroma občinskemu trikotniku, gospodarstvo, to pomeni podjetništvo, turizem, kmetijstvo, vsaka ta panoga, ki jo na nek način občina subvencionira in pomaga pri razvoju, pomeni nova delovna mesta. Mi nekako vedno pozabljamo, vedno se pogovarjamo o turizmu, kar je dejansko moto današnji, ker potegne vse ostale stvari za seboj, pozabljamo pa na naše kmetijstvo, ki imamo ustrezno razvitega, dobrega, treba ga je ustrezno stimulirati, tako da se začne še bolj razvijati. Pri gospodarstvu bi rekel, imamo ogromno odprto področje na področju stare cinkarne, ki ga je potrebno sigurno da in 100%, ki ga mora 100% sanirati država, zaradi tega, ker država je v zadnjih 10 letih po podatkih iz dividend in iz davkov pobrala cirka 50 milijonov evrov in na vsak način je država iz tega dolžna, da to zadevo sanira in to čim prej. Mi smo socialni demokrati sedaj v koaliciji in mislim, da minister ima velik posluh za to zadevo in država lahko sprejme
ni potreben zakon, ampak po vzoru Mežiške doline zagotovi sredstva in to se da v nekem doglednem času sanirati in tam na tem področju lahko dobimo ogromno podjetniških con, lahko pridobimo dodatne zelene površine, ker ta površina je sedaj praktično neuporabna in škodljiva. Poleg tega bi omenil, kar se turizma tiče, kot sem že prej omenil, Celje ima zgodovinske danosti in to od Rima, celjskih grofov, mi imamo čudovite muzeje, če pogledamo, kot smo že rekli, od Špice pa gor pogled proti Staremu gradu, pa rimske izkopanine so vmes, pomeni, da te naravne, plus tega imamo naravne danosti od Savinje, pa pogledamo Šmartinsko jezero, vse to okolico in to okolico, te zadeve je treba izkoristiti. Hvala lepa. Hvala lepa. Izvoli, Mateja. Hvala lepa. Jaz sem že prej povedala, kakšna podjetja si mi želimo v Celju, poleg takšnih, ki bodo seveda zagotavljala malo više od minimalne plače, ki je od danes dalje seveda podpisano in je dvignjena zaradi naše stranke. Bi rada povedala tudi to, da si želimo podjetja, ki bodo družbeno odgovorna in okoljsko spoštljiva. Bi se pa vrnila na občinski prostorski načrt. Trenutna odsotnost tega pomeni, da se z občinskimi sredstvi, z občinskimi zemljišči razpolaga v sivi coni dovoljenega ali pa nedovoljenega. Hvala lepa. Hvala lepa. Če gospod Vardev reče, kot dolgoletni svetnik v Celju, kot človek, ki leta in leta spremlja razvoj Celja in potek življenja v Celju, da gre Celje v napačno smer, potem jaz to z veseljem verjamem, čeprav sem že sam to vedel. Glejte, če se odločite, da boste kupili neko firmo, neko podjetje, gotovo ne boste kupili mačka v žaklju, ampak želite narediti revizijo poslovanja, želite pogledati poslovne rezultate, če so kakšne stvari skrite, če so kakšne stvari nepregledne. In kdo bo pa zdaj delal revizijo tega poslovanja? Morda isti, ki želijo kaj skriti, pa želijo še biti naprej na oblasti. Zato so v SDS-u sprejeli moj predlog, sicer predlog za geslo Prebudimo Celje, ker se je treba prebuditi, pa odpreti oči, pa malo pogledati. Hvala lepa. Magister Zidanšek, ne vem, kdo politizira zadevo, vi ste omenili, pa sem jaz samo repliciral, pa ste vi še enkrat, zdaj vam še enkrat repliciram. Res hvala za vaše sočutje. Bi pa potem še sam rekel, da dejansko imeti Celje samo rad je mnogo premalo. Treba je vedeti, da dejansko neko politiko Celja kroji seveda mestni svet z ostalimi političnimi veljaki, v končni fazi jo pa izvajajo zaposleni na mestni občini Celje, pa rečemo še v kakšnih zavodih ali pa tudi javnih podjetjih. Predvsem na mestni občini Celje, ki je kolektiv 130 zaposlenih, vlada neznosno vzdušje, ki mene včasih spominja na kak leninizem ali kaj podobnega in ne vem, kam te stvari vodijo, mogoče veste vi ste glavni kadrovnik celjske občine, predsednik KVIAZ-a, tako da to sigurno bo potrebno v novem mandatu popraviti. Rad bi si še vrnil na to, vsi glavni celjski problemi izhajajo iz neverjetno slabe komunikacije vodstva lokalne skupnosti z resornimi ministri. Lahko naštejemo in ekologijo, zadeva se je začela premikati recimo pred 2 leti, po zaslugi gospe, ki sedi tule desno od mene. Problem uvoznice sever-jug, problem zemljišč, ki jih je mestna občina Celje dala za srednje šole. Občina, lokalna skupnost
ni dolžna skrbeti za zemljišča za osnovne šole. Tu gre za 6-7 milijonov, ki jih že občina 20 let ali pa malo manj za neke druge srednje šole ni iztirjala od države. In o tem se ne bi niti pogovarjali, če se v tem času ne bi izpraznila srednja ekonomska šola in se zdaj skozi proračun že drugo leto, pa verjetno je tudi v proračunu za leto 2019, predvideno na eni strani 3 do 4 milijone prihodkov, na drugi strani odhodkov za kompenzacijo z ministrstvom za šolstvo. 2 leti je v proračunu zadeva, verjamem, da so se strokovne službe zelo natančno pogovarjale že pred tem, ko so dale to v proračun, pa to ni bilo možno speljati. Čisto enostavna zadeva. Država bi se rada rešila srednje ekonomske šole, rada bi zmanjšala dolg do občine, jaz res ne razumem, kje je tu lahko problem, da se ta zadeva ne realizira. Rad bi še nekaj poudaril, niso samo evropska sredstva kohezije, tista sredstva, s katerimi se lahko plemeniti proračun in na ta način nekaj več naredi v lokalni skupnosti. Tle obstajajo tudi razni zunanji fondi, ki financirajo določene zadeve. Tle se mestna občina nikoli ni proslavila kot nek inovativni faktor. Morate vedeti, da je v tej finančni perspektivi mestna občina Celje med vsemi mestnimi občinami daleč na zadnjem mestu po koriščenju evropskih sredstev. Zakaj temu tako, ne vem. Zdaj, da bomo en blok pozidali 130 stanovanji leta 2022, zdaj, je to če ste gledali zadnjič prispevek, kako to rešuje recimo občina Hrastnik. Eno cono bojo naredili v proizvodno cono in bo zgradili 230 stanovanj. Občina Hrastnik. Lahko gremo primerjati proračune, če je potrebno. Jaz ne verjamem, da vsi v Celju živijo zadovoljno. Poglejmo tamle ljudi kaj je Delavska ulica, ko jih bo dejansko eno proizvodno podjetje, jih bo dejansko stisnilo. Ampak zakaj? Zato, ker ni bilo občinskega prostorskega načrta. Vendarle je potrebno vedeti, kje so te industrijske cone, kje so cone za razvoj obrti in kako neponesrečeno do tistih ljudi, lastniki so tiste zgradbe, pa si jih enostavno predstavlja pred enega močnega podjetnika, občino pa to ne zanima, pa je ona dejansko držala svečo pri tej zadevi. Veliko je takih zgodb, jaz pravim, premalo je imeti Celje rad, treba je strokovno pristopiti, pa ne vedno politično, pa gledati svoje politične interese. Hvala. Hvala lepa. Nam je še ostalo nekje 10 do 15 minut, tako da če bi zdaj kdo rad na tole kaj povedal, ne pove ful hiter. Ne, jaz bom teh 10 minut zelo dobro izkoristil. Ne boš ti zdaj celih 10 minut dobro izkoristil. Ti imaš, povej ti... Ok, bom prav biti čim hitrejši. Jaz mislim, da je v Celju ta apatičnost Celjanov do samih volitev prinesla eno spremembo, ki jo na nacionalnem nivoju nismo sposobni narediti. In sicer sam si predstavljam koalicijo v mestnem svetu, pa bom kar naštel. Odprto Celje, Levica, SDS, Desus, neodvisni, na vrhu SMC. Čisto realno. Žal mi je, da ni več župana zraven, ker zdaj se vidva verjetno počuta rahlo odrinjena. Ampak vseeno, če gremo na turizem, že prej je gospod Vrdel nekaj govoril o tem, pa bi jaz vseeno rad par stvari povedal. Imeli smo Eurobasket v Celju, vrhunec, bom rekel, športnega udejstvovanja, razen leta 2004, ko smo bili prvaki z rokometnim klubom. V Celju ni bilo niti enega turističnega vodnika, ki bi stal pred dvorano in peljal vse tiste zagrete navijače skozi mesto, da jim pokaže naše znamenitosti, na koncu se kaj ustavijo, popijejo, pojejo in dejansko zapravijo denar pri nas. Če se spomnite, so se klatili po mestu, so razbijali lokale, zato ker niso bili vodeni. Če gremo naprej, v Celju imamo cirka 55.000 nočitev na leto. To je na rovaš predvsem športnim dogodkom in sejemskemu turizmu. Ljudje v povprečju ostanejo samo eno noč, kar pomeni, da jih Celje očitno ne privabi dosti dobro, da bi ostali več kot en dan. Ali pa nimamo
primernega, bom rekel, turističnega združenja, ki bi se angažirali in bi te ljudi lahko peljali še kak drug dan. Moramo vedeti, da sejem so 5 zaključki in od 5 naprej ljudje nimajo kaj za početi. In pa grejo v hotel, namesto da bi šli čez mesto in bi si kaj še ogledali. Zdaj gremo pa še na drugo stvar, ki mislim, da je prav tako pomembna in tu boš videl, da ti bom odprl novo razpravo. Ja, daj, če bo konc. To je pa to, kaj nam pa občina ne pove. Danes smo slišali, kaj vse nam občina pove, kaj nam pa ne pove. Leta 2005 je Zavod za zdravstveno varstvo v Celju izdalo poročilo o analizi vrtcev tal na območju otroških igrišč, vrtcev ter vrtov v Celju in celjski okolici. 2005. Tega dokumenta do lanskega leta nismo videli, kar pomeni, da je občina tajila, čeprav javno tajila, kakor pravi, da so vsi sklepi oziroma vsi dokumenti javno tajila, da so zemljine v vrtcih naših najmlajših dobre, da so zdrave oziroma da niso kontaminirane. Morate vedeti, da imam sam 2 sinova, 5 pa 7 let stara dečka in ne morete si predstavljati, kaj pomeni to za očeta, ko se začne enkrat spuščati v te detajle. Šele SMC, ko je vstopila v mestni svet oziroma ko so kandidirali na prejšnjih volitvah, so se začeli zavzemati za to, da se to začne sanirati. SMC je bil skupaj z Janjo Sluga poslanko, so bili najbolj glasni, da se te stvari premaknejo. Celo tako daleč je prišli, da so starši v vrtcu Hudinja sami šli narediti analizo. Sami. In občina je še vedno rekla, da to pa ni nič, da ni nič narobe. Na kar je sama občina še enkrat naredila leta 2017 analizo in ugotovila, da so te vrednosti presežene še več, kot so pa prej starši dobili dejansko, da so. In začela se je sanacija. 12 let prepozno. Jaz mislim, da je to ena od stvari, ker če nam lažejo že za naše najmlajše, si iskreno ne znam predstavljati, na katerih področjih nam še tajijo in česa vse nam še nočejo povedati. In jaz mislim, iskreno mislim, da je čas, da se ta generacija na mestni občini zamenja, da pridemo gor novi ljudje in da dejansko delamo transparentno in meščanom oziroma občanom prijazno. Hvala. Hvala. Samo malo. Zdaj si... Prav. Zdaj si se v bistvu dotaknil pa ene stvari, ko sem pa jaz jezen zaradi nje, bo sem pa jaz vzel minuto, če smem. Zraven tega vrtca, o katerem ti govoriš, jaz živim zraven, ne? In imam pesa malega, mojega Jodija, ki ga imam takrat, ko imaš ti ta 2 svoja sinova, in on je oslepel nenadoma en dan, in sem ga pelal veterinarju in so rekli, če je imel stik s težkimi kovinami. Mislim, če je veterinar malo nor, o čem govori. In potem prije ven ta tvoja novica in moj pes tam lula, liže in je in jaz vem staviti, da je oslepel zaradi teh stvari. Kaj še bila se razvili otrokom, pa na se zadnja vzgojiteljica. Teda to pa je pereča tema, ki si se jo prav dotaknil, ne? Sam še to bi. Zdaj pa spet bi. Ne, čist kratek bom, čist kratek bom. To zdaj je čist, ni politične narave, ampak samo toliko, da veste. 7 let nazaj so tudi pri meni najdeli nekaj, kar ne sodi v telo. In 2 leti smo se res težko borili za hrbtno boleznijo in nismo vedeli, kako se bo išlo. In čez to, kar je šla moja mati in moj oče, jaz ne privoščim nobenemu staršu nikoli več, da vidiš svojega otroka, kako trpi in jaz si tega ne zaslužim, pa vaši sinovi in hčerje si tega ne zaslužijo, zato prosim, dajmo nekaj narediti na tem. In tudi to, a bo kdo za to odgovarjal? Medklic na to temo. In tudi to, a bo kdo za to odgovarjal?
Lahko nekaj povem, glede na to, da sem bil od leta 90 do 94 v občinskem parlamentu, kot se je takrat reklo. Celjani imamo spet eno veliko srečo, pa ne vem, če se tega zavedate. Zdaj, ali je to sreča, ali je to nesreča, ne vem. Takrat je bil direktor Zavoda za medicino dela, mi lahko pomagate? Eržen, ja, veš, da je Eržen. Gospod je zdaj sekretar, mislim, da je na okoljskem ministrstvu, sicer je pa kot strokovnjak napisal analizo o vplivu težkih kovin na življenje in bom rekel, na človeka. Morda smo pa mi bili tiste poskusne ovce. Ok, zdaj nam je ostalo dejansko res samo še 10 minut, ne? Potem gremo ven s prenosom iz TV arene, pa se mi zdi brez veze, da bi tu mi razpravljali potem še izven tega, ker nas ne bo preveč ljudi gledalo, razen te, ki so tu, pa ne že imajo pa moje vrh glave, ne? V bistvu, ko sem rekel, da ni pravil, ste vi to vzeli za res in ste začeli čvekati, ker en za drugim, do 20 minutne razprave, sem tako dol. Lej, to sem sam kriv, ampak v redu. Mislim, da smo obdelali glavnino, vsaj glavnino nekih stvari. Žal gospoda Bojana Šrota ni, kar je škoda, ker on potem nazaj kaj pove pa pojasni. Zato bi mogoče jaz začel tu zdaj pri gospodu Sandiju Sedelbahu, ampak to z zadnjimi stavki, mogoče poslovilnimi stavki. Zakaj ste vi sposobni letos, ampak res na hitro, ne vsak to pove, premagati gospoda Bojana Šrota? Zdaj pa prvi, ko je najtežje vprašanje. Ni težko vprašanje. Kot sem uvodoma rekel, 12 let sem spremljal delovanje občinske uprave, mestnega sveta zelo odblizu, v nulo poznam občinski proračun, pa še kakšne druge finančne zadeve, pa ne Šrotovega osebnega računa. Tako da mislim, da smo se v listi Odprto Celje v nestrankarskem združenju občanov in občank zbrali pravi ljudje, kompetentni za vsa področja, ki jih moramo pokriti za uspešno delovanje mestne občine Celje. Recimo meni je fenomenalno, da se recimo lokalna oblast ne pogovarja s civilnimi iniciativami. V prejšnjem vprašanju smo imeli problematiko ekologije. Kako lahko lokalna oblast, ki dejansko predstavlja prebivalstvo, se ne pogovarja s civilnimi iniciativami? Ko bom župan, bodo civilne iniciative definitivno imele prvo mesto v pogovorih. Hvala. Hvala lepa. Mateja Žvižej, misliš, le v Ameriki so raje zvolili Trumpa kot žensko, to si videla, ne? Zdaj je v Celje dost, bom rekel, napredno, ne? Da ženska postane županja, ne? Je to možno? In to ravno ti, recimo, zakaj? Pa seveda je, Celje je zelo napredno mesto, mislim, da to, da sem jaz ženska, pri vsebini, ki jo zagovarjam, ne bi smelo imeti nekega posebnega pomena, ne? To, da sem se znašla letos v teh volitvah in volilni kampanji s samimi bojsi, ne, malo za uravnoteženost niti ni tako slabo. Kar se pa tiče vprašanja, zakaj sem pa jaz, ne, sposobna premagati mogoče Bojana Šrota, ne, takole je zato, ker sem trdno prepričana, da vnašamo novo politiko, zato, ker sem trdno prepričana, da ljudje pri meni ne bodo slišali, ja, veste, manjka politične volje, ne. Ja, zato pa še ni čas, ker ni politične volje. Ni res. Volja ljudi bo moje politično delovanje. Hvala lepa. Gospod Matjaž Železnik, zakaj bi ravno vi letos, čez par dni, ko bo volitve, postal nov župan in premagal 20-letnega župana Bojana Šrota? Zato, ker sem prepričan in vem, da bi si znal poiskati tiste, ki imajo radi Celje in tudi tiste, ki hočejo strokovno za to delati. In v to verjamem in vem, da bi to šlo. Hvala. Gospod Branko Vrdev, vi ste malo jezni, ste hotel več govoriti, ne danes? Več ste hotel govoriti? Vse, ko ste dobil besedo, ste pa ful govoril. Ja, takrat ste pa ful govoril. Ja, ni panike. Ja, smo na istem nekje. Se nekako prilagodim, ampak včasih imaš pa občutek, da nek red pa vseeno mora biti. In jaz mislim, da red pri takile
pri taki zadevi je tudi nekako spodbuden, ker je tudi na teh zadevah se lahko marsikaj naučimo. No, ne. pa ko boste vi, če boste župan, boste naredil red, ne? Pa me zanima. Ja, ko bom jaz župan, bi rekel, čez 4 leta, ko bom sedel na tej poziciji kot aktualni župan, upam, da se bomo pogovarjali resno in na kratko o stvarih, ki jih bomo mogli v naslednjem mandatu rešiti. Tako da trdnost, kar se pa tiče premagovanja ali nepremagovanja, sem trdno prepričan, da bom izvoljen za župana, zaradi tega, ker moje življenjske izkušnje, ki jih imam, temeljijo na tem geslu, ki ga imajo socialni demokrati za te lokalne volitve, in to pomeni Slovenija, pa rečem Celje, enakih možnosti za vse, tako za starejše, mlajše, za gospodarstvenike, za kmete, za tiste, ki se s turizmom ukvarjajo, in sem trdno prepričan za našim programom, ki smo ga dali pravočasno ven in ga bomo realizirali v naslednjih 4 letih in ljudje nam sigurno zaupajo in v to verjamejo, bomo zmagali na letošnjih volitvah in dobili župana in dovolj smetnikov, da bomo lahko program realizirali. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Marko Zidanšek, zakaj bi pa vi letos premagal gospoda Bojana Šrota in postal naš novi župan? Zdaj vsi napovedujemo tule zmage, jaz verjamem, da eden od nas bo zmagal in o tem bo odločali seveda čez 10 dni volivke in volivci. Jasno pa je, da sam ponujam jasno vizijo razvoja mesta Celja z odličnim programom in pa seveda, na kar sem pa še najbolj ponosen, z odlično ekipo, ki je pokazala svoje delo v preteklosti in ki zna in zmore popeljati Celje v naprej. Hvala lepa. Hvala lepa. Matevž, povej še ti, zakaj bi en tak mlad fant, bivši rock'n'roller, zdaj postal pa kar naenkrat župan mesta Celja? Jaz moram reči, da za razliko od kolegov nimam političnega nahrbtnika, sem iskren, danes ste lahko zelo lepo opazili, da povem tisto, kar dejansko mislim, sem mlad, kar je včasih dobro, in mladi imajo kratek reakcijski čas, kar pomeni, da bomo lahko določene rešitve sprejemali hitro, pa vendar kakovostno. In z mojo mlado ekipo, ampak izkušeno, jaz mislim, da nam bo uspel. Definitivno bomo mlade pritegnali letos, da bojo šli volt. Tako da, mladi, pejte volt. Hvala lepa. Ob samem koncu, glede na to, da smo na celjski špici, tukaj en projekt poteka, katerega je podprlo že 13.000 ljudi s podpisi, namreč gre za izgradnjo enega jezu, in sam na hitro, bomo mi to dobili v enem doglednem cajtu, ali bo Dušan prej umrl, predno se bo to zgodilo. Ste za? Hiter. Ne bo prej umrl. Ne bo prej umrl, ste za? Ok. Zdaj pa grem jaz tule na konc med 2 punci, kar sem navajen drugače pri svoji oddaji Gartnerjev bordel, ful ste se bali, da bom kaj v seksu vpraševal, pa nisem, Sem rekel, tukaj jih pol tak ne seksa več, kaj čem to vpraševati, Ja, tako da, dame in gospodje, to je bilo, sta v redu, vidve? Sta v redu? Jo, kak mi je fajn. Dame in gospodje, to je bilo soočenje kandidatov za župana mesta Celja. Žal je gospod Šrot moral soočenje zapustiti, ampak mislim, da je v tistem času, ko je bil tu, dosti povedal. Tako da mi se poslavljamo s prenosa TV Arene. Tukaj bomo pa mislim, da kot je Dušan obljubil, zato je tudi večina ljudi prišla, jedli zastojn pice, pa pil. Tako da jaz bi prosil to čudovito publiko, to čudovito občinstvo, ki je danes prišlo sem navijati, da nagradi vse te kandidate še z enim morjaškim, velikanskim aplavzom in jim zaželi vse najboljše na volitvah. Hvala lepa in srečno!